Lepo pozdravljeni na okrogli mizi Podobe branja, v kateri se bomo pogovarjali o branju v javnem prostoru. Na Andragoškem centru smo konec leta 2022 naredili en razmislek o tem, zakaj v bistvu odrasli, kako odraslim, sploh tistim, ki ne berejo tako radi, približati branje, in smo se nekako odločili, da moramo branje potem pripeljati do njih. In tako smo konec leta 2022 naredili en javni natečaj za izbor inovativnih oblikovalskih in arhitekturnih rešitev, kako postaviti branje v javni prostor. In na ta natečaj je prispelo 5 rešitev, odzvali so se v glavnem študenti arhitekture. In na podlagi tega natečaja je potem nastala potujoča razstava, ki si jo lahko ogledate spodaj v prvem preddverju, danes v Cankarjevem domu, drugače bo pa do konca aprila na ogled tudi v knjižnici Otona Zupančiča. Lahko si jo pa tudi vi sposodite za postavitev v vaših prostorih, tako da se lahko obrnete potem na Andragoški center, če bi jo želeli imeti tudi pri vas. Kot del te razstave je včeraj izšel tudi tale, ki sem takole pokazala, en taka knjižica Podobe branja, kjer smo večinoma te, ki smo sodelovali tudi v komisiji, pri natečaju zapisali svoje razmišljanja o branju. In to so zelo dragocena razmišljanja, zelo različna razmišljanja, ki pa se v določenih točkah tudi nekje stikajo oziroma prepletajo. In danes se bomo pač pogovarjali tudi o tem, zakaj pripeljati branje v javni prostor, kako ga približati in zakaj sploh brati za užitek. In danes so z nami doktor Ana Vogrinčič Čepič iz Filozofske fakultete v Ljubljani, Klemen Markovčič iz Radia Slovenija, Nina Kožar, pobudnica gibanja Knjigobežnice, gospod Jože Prah iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki se letos pridružuje tudi nacionalnemu mesecu skupnega branja s projektom, s katerim bodo vabili k branju v gozdnih knjižnicah. Natalija Žalec, nekakšna vodja projekta Podobe branja oziroma umeščanje branja v javni prostor, in pa Gašper Medvešček iz Fakultete za arhitekturo. Pa bi najprej tako malo za ogrevanje vsem, tudi vam v občinstvu, dala v razmislek, kateri je vaš spomin ali pa nek tak občutek oziroma neka mogoče kar navada, da berete izven nekih običajnih prostorov branja, kot je dom, knjižnica, in kam vzamete vse knjigo s sabo. Mogoče kar Ana, bi kar pri tebi začela. Vidi, hvala, lep Ja. pozdrav vsem skupaj. Jaz v bistvu zelo rada berem na vlaku, čeprav nimam oziroma si ne omogočam veliko priložnosti za to, ampak tam se mi pa res zdi, da berem nekako in hitreje in bolje in ne vem, nekako se mi zdi, da se mi glava drugače odpre in da si več zapomnim, tako da to se mi zdi taka res lepa izkušnja, no, vedno znova. Drugače pa moji spomini so v bistvu zelo konkretno zasidrani v neki prostor s konkretno knjigo, ampak zelo pogosto, ko sem razmišljala o tem, so vezani nekako na poletje. Tako da recimo točno vem, kaj sem brala, ne vem, v Logarski dolini pod enim drevesom ali pa, ne vem, na Kamenjaku, tako 100 let nazaj. Ampak ali pa recimo na porodniškem dopustu ali pa kakšne take situacije, ki so pa v bistvu vedno ob tem, da je pač dobra knjiga, zelo pomembno je tudi, da je neki tak kontekst, ki je prijeten, ali pa da je neka taka, da je čas, da je še neka druga dimenzija, no. Ni vse v knjigi, ampak je veliko tudi v tem, kar je okrog, v razpoloženju, na primer. Tako da ja, to za začetek. Klemen, ti verjetno bereš veliko tudi čisto tako poklicno. Ja. Kdaj pa najraje oziroma kaj najraje bereš tako za užitek? Ja,
To je zdaj res problem, ko ti začneš literaturo brati skozi nek drug medij, potem je ta poklicna deformacija tako zelo velika, da se moram jaz sam s sabo vsakeč znova, ko začnem brati nekaj samo zase, pogovoriti, da ne berem tega zdaj kot režiser in kot nekdo, ki bo to potem morda prevedel v nekaj, ampak da si dovolim, da v tem, kar berem, uživam. Tako da zdaj se urim v tem, da ne berem več na ta način, da bi samo lovil kakšne zanimive tekste, pa se hkrati že slišal, kateri glasovi v biblioteki bi te like lahko upodobali in tako naprej. Tako da jaz, podobno tako kot je Ana rekla, potovanja so ena od takih oblik, kjer so recimo izven prostora, kjer sem. Drugače pa res zdaj že zelo močno odberem tisto, kar me zares zanima in kar bi želel brati. Predvsem zato, ker poklicno berem zelo veliko in potem pač tisto, kar berem zase, res odberem. Pa ti, Nina? Jaz imam v bistvu knjige skozi sabo, ne. Ponavadi lahko da me boste kdaj kje na ulici videli z eno strašno težko torbo, v kateri je računalnik, ki tehta po mojem, ne vem, 20 dek, vse ostalo so knjige in revije. Tako da jaz zase zelo težko rečem, da je dom pravzaprav moj primarni bralni prostor, ker čim imam, ne vem, par minut, takoj odprem knjigo in berem. To zdaj ne nikomur povedati, ampak včasih, če je kakšna knjiga res dobra in jo berem z navdušenjem, bom tudi na križišču, ke je rdeča luč v avtu, ke ga šofiram, na hitro malo odprla pa kakšen odstavek prebrala. Tako da, ne vem, berem povsod. Zdajle sem komaj čakala, da bo konec zime. Tega tudi ne okrog govoriti. Imam priljubljen lokal v Ljubljani, ki se imenuje Lokus, zraven Koseškega bajerja, ke imajo take super piknik mizice in takoj, ke je toplo, me boste tam po mojem najlažje srečali, no. Če me kdo rab, me tam najde. Ja, jaz se ti kar pri tem pridružujem, ker jaz kdaj knjigo vzamem tudi na kakšen družabni ali pa družinski dogodek, da se umaknem takrat. Za vsak slučaj, ne. Ja, za vsak slučaj. Nikoli ne veš. Pa vi, gospod Fran? Ja, lep dober dan. Berem, seveda rad berem in dostikrat tudi v službenem času, da tako rečemo, a ne. Res sem to srečo, da imam ogromno pisarno, a ne, in se lahko premikam, pa tudi skrijem kdaj, ne, tako da in tam lahko berem tudi knjigo. V gozdu, ja. Tako. Natalija? Ja, Vi ste tudi saj ste strastna povedali bralka. že vse, ampak jaz bi mogoče pa en svoj spomin takšen iz mladosti, to je zdaj že kar, bi rekla, več desetletij nazaj. Ampak se spomnim, jaz sem Šiškarca drugače iz Ljubljane in še ni bilo avtoceste, a ne, ni bilo še te arhitekture, ki je zdaj stegne, če poznate, Biba film in tako naprej in tako naprej. To so bile včasih vse travniki, polja. Kmetje so kakšno ajdo zasadili tam. No, in jaz sem vzela ponavadi kakšen lep poletni dan, kolo, imela sem enega starega triumfa, potem sem imela eno tako dekco in sem vzela knjigo in tisto dekco, ke ali je bilo vroče ali mi je šel kdo na živce, saj veste, kakšni so mladostniki. In potem sem se odpeljala in tam je bil tudi en tak majhen groziček, rekli smo borš. In sem našla kakšno drevo, se ulegla in brala in si se bilo zame. Tako, lepo sem se počutila. Gašper, kako pa za užitek berete arhitekti? Jaz ne vem, če predstavljam. Jaz nimam kakih v bistvu sem razmišljal, imam samo 3 kotičke, kjer berem. Ena je postelji, drugi je v bistvu prtličev v fotelju, kjer ponavadi pač sem velik ljubitelj psov in mi moj pes skoči v naročje. In takrat jaz pač berem, čeprav tega ne mara, ker tako hoče pozornost sam zase. Ni zadovoljen s tem, da berem knjigo, pa en čas sem knjige tako imel v avtu in sem bral, kadar pač moraš nekaj čakati. Da bi bral v javnih prostorih, pa to se ne počutim dovolj sproščeno, tako da berem v javnih prostorih. Ana, ti raziskuješ bralno vedenje, tudi delaš intervjuje z ljudmi in raziskuješ
to se pravi, kakšnih pozah berejo, kje berejo, na kakšen način berejo, kakšne občutja pri tem, ne. In, smo prišli pač do tega, da branje ni več samo ta kognitivna, to se pravi zmožnost, temveč predvsem neka telesna in, čustvena praksa. Ja. Zakaj? Mislim, kako to? Mislim, vsekakor je vse to, a ne, ampak nujno je vedno tudi vpisano v neki prostor pa v neki čas, ker se pač dogaja v nekem konkretnem trenutku in dogaja se v nekem konkretnem okolju in seveda telo tukaj sodeluje, a ne, to je vendarle na delu so roke, a ne, oči, drža in to skupaj pač z možgani in z emocijami v bistvu ustvarja neko celoto, neko izkušnjo, a ne. Tako da, jaz bi rekla, da absolutno ne moremo tega zreducirati na neko to kognitivno dimenzijo, se pravi, to je stik, a ne, uma s tekstom, na neko interpretacijo, na neko dešifriranje besedila in pomena, ampak so tukaj zelo na delu čustva, se pravi, že tudi izhodiščno razpoloženje, preden bereš, potem to, kar se dogaja med branjem. Vemo, da lahko jokamo, lahko se smejimo, lahko nam grejo kocine pokonci ali nam srce utripa, pa tudi potem stanje, ki ga potem zapusti to branje, a ne. In seveda telo je tukaj v stiku potem tudi z to predmetnostjo objekta branja, ki je lahko tudi, a ne, ali tiskani kodeks ali Kindle ali ne vem, tudi slušalke pri poslušanju in vse to v bistvu, a ne, torej soustvarja to izkušnjo. Se pravi, vsi vemo, da ni vseeno, ali beremo sede ali leže, a ne, tudi zbiramo, kaj bomo brali, v kakšnem položaju in seveda, kaj imamo v rokah, a ne, se pravi, tehnologija, kakršnakoli že je. Tako da v bistvu to pomeni, a ne, da so ti elementi tudi neki dejavniki, ki vplivajo na to bralno izkušnjo. In v tem smislu pravzaprav, to daje težo ali pa vlogo tudi okolju, v katerem beremo, pa v tem, ke je v bistvu nekako naša tema tudi, a ne, umeščanje branja v kontekst, ker pravzaprav okolje lahko vpliva, a ne, na to izkušnjo in v tem smislu pravzaprav, tudi spomini, o katerih smo zdaj govorili, pravzaprav, a ne, so pogosto spomini na branje nečesa so pogosto, se navezujejo na prostor, kjer smo brali, a ne. Tako da tudi jaz recimo lahko vedno sestavim, a ne, se pravi, situacijo, knjiga, ljudje, s katerimi sem bila, včasih razpoloženje, a ne, okolje in, v resnici, a ne, pravzaprav to pomeni, a ne, da, je to neki element, na katerega lahko tudi vplivamo, se pravi, okolje je lahko tudi spodbujevalec branja, a ne, v tem smislu, da je pač prijetno, da je vabljivo, z njim lahko tudi zapeljemo. Jaz sem meni podoben občutek, ta spomin na branje je meni malo podobno pravzaprav, ga lahko vzporejam s spominom na neko pesem, ko jo zaslišiš, ki si jo pred dolgimi časi poslušal, pa te spominja na neko točno situacijo, razpoloženje, mogoče na neko zvezo, na neko izkušnjo. Podobno se mi zdi pri knjigi, da lahko, a ne, potegne ven to in okolje in skratka neki kontekst, a ne. No, in če se vrnem k temu, spodbujanju branja skozi okolje, a ne, se mi zdi, tudi skozi svoje pogovore sem videla, da to je relevanten faktor in to pomeni, da lahko v bistvu, ne, s tem nekako tudi zapeljujemo v branje, ker konec koncev, otroci, a ne, ki ponavadi, ko odrastemo, imamo ponavadi neki lep spomin na branje v otroštvu, ampak to je tudi zato, ker je to branje umeščeno, a ne, v neki varen, ponavadi prijeten kontekst, v neko razmerje, ki je pač razmerje z bližnjim, je povezano s pozitivnimi občutji, a ne. In v bistvu več je takih dobrih izkušenj bralnih, več pozitivnih asociacij na to imamo, se mi zdi, da bolj nekako branje, a ne, nekako se nam usede in ga ponotranjimo kot nekaj dobrega. Tako da mislim, da je tudi s tega vidika, a ne, pomembno govoriti o okolju branja ali pa umeščanju branja v prostor. Pa še ena stvar mogoče, v bistvu govoriti o branju na ta večplasten način, se pravi zunaj tega, a ne, interpretativno-razumskega, se mi zdi v bistvu še za eno stvar važno, ker na neki način obogatimo razpravo o branju ali pa sploh razmišljanje o branju, ker ga pač postavimo kot neko prakso, ki je in telesna in fizična, ima neko materialno predmetnost, ima čustveno-emocionalno dimenzijo, a ne, in v bistvu to pomeni, da pravzaprav, na številne načine lahko govorimo o branju, a ne, o bralnih praksah, o bralnih navadah. V bistvu tak pogovor nekako se premakne iz tega, da se pogovarjamo ves čas o knjigi ali pa o prebranem besedilu in v bistvu nekako bolj v ospredje potisne bralno izkušnjo, a ne, ki ni skratka samo razmišljanje o tekstu, ampak je lahko pravzaprav to večplastno, heterogeno razmišljanje o naših navadah, o naših ritualih. In to se mi zdi v bistvu fino, ker nekako tako zelo obogati pa odpre ta pogovor in mogoče je tudi lažje za nekoga, ki se nima za bralca, mogoče lažje vstopiti v ta pogovor, a ne, ker tudi ne zahteva, torej ne sodi
koliko si prebral, pa kaj ti je všeč, ampak pravzaprav vsako izkušnjo bralno jemlje kot neko dragoceno izhodišče za razmišljanje o teh različnih aspektih branja. In v teh intervjujih si ugotovila, da ljudje drugače beremo, recimo doma ali pa v nekem takem varnem okolju kot v javnem prostoru. Tudi to je sicer zelo različno, tako da pravzaprav bi težko rekla, da so neki vzorci prav zelo. Kar sem se naučila, je pravzaprav to, da sploh ni samoumevno razmišljati o branju kot o nečem, kar se pač zgodi, večinoma na samem, nekje v miru in tišini, ampak da imajo ljudje zelo različne sloge in da tudi sami zelo menedžerirajo to svoje branje. Se pravi, na kateri napravi berem kaj, s kakšnim namenom berem na ta način, a ne. In v bistvu sami nekako, tudi če o tem razmišljajo, pa kaj vprašaš, vidiš, da imajo neko svojo logiko, a ne. In seveda nekateri razlikujejo, tudi jaz recimo na avtobusu berem druge stvari, kot bi jih brala mogoče doma za mizo, ali pa pred spanjem recimo kaj drugega kot mogoče v belem dnevu, ampak vse, ki mogoče ni artikulirana, je pa pač na delu v praksi recimo. Kdaj pa se nekdo prepozna kot bralec? To je, ja, ni zelo enostavno vprašanje. Jaz mislim, da, nekako moje stališče je, da pravzaprav ni nebralcev, no, hočem reči, dokler pač sklepamo, da nekako smo opismenjeni in tako naprej. Ampak da je vsak pač neke vrste bralec, da mogoče še ni bralec kvečjemu, no, ampak da pač mogoče še ni imel tega srečanja s tekstom, ki bi ga prepričal, ali pa da mogoče nima dobre izkušnje, ampak vsi itak smo neke vrste bralci, ker pač ali smo brali nekoč, ali smo zdaj speči bralci, ker pač trenutno nimamo časa, ali smo sezonski bralci, pa beremo poleti. Ampak tako ali tako težko v sodobnem svetu pač ne bereš, a ne. Zdaj samo odvisno, kako postaviš to kategorijo branja pa bralca. In jaz mislim, da je tukaj treba biti zelo inkluziven, nekako zelo vse vključujoč, zato ker če nekomu pač v izhodišču daš vedeti, da pravzaprav je bralec, ne, pač takšne in takšne vrste, bo lažje nekako postavil v to pozicijo, a ne, bralnega konteksta in bralne kulture, kot če nekdo vztraja ali pa če ga pustiš, da vztraja na poziciji, jaz pa pač ne berem, knjige niso zame, to je druga stran hriba. Ga je lažje pripeljati čez, če ga v bistvu, a ne, s pogovorom prepričaš oziroma mu pokažeš, da v resnici, ne, saj se spomniš pa, ne vem, magari domače branje v osnovni šoli, a ne, nekaj je, tudi če je slaba izkušnja, je v bistvu dovolj dobra tema za razpravo, pa mogoče zato, da ga poskušaš pač pripeljati v stik z nečim, kar mu bo pa fajn, ne. In kako bi lahko takega bralca, ki je prepričan, da ni bralec, prepričali, da ga zapelje branje? Ja, taki mali korakci, a ne, ne moreš pa prepričati, da je bralec in ga postaviti takoj na drugo stran, ampak jaz mislim, da je zelo pomembno, da pač ugotoviš ali pa prepoznaš najprej, kje on je, se pravi, kje on stoji, a ne, kaj njega zanima, se pravi, kaj so njegovi viri užitka, a ne, in potem pravzaprav počasi nekako skušaš napeljati tako kot eno potko, a ne, skratka, knjigo do te teme ali do nekih vsebin, ali ga pa mogoče zintrigirati, bodisi z neko vizualno, z neko vizualno platjo knjige ali pa z neko izkušnjo poslušanja knjige, ampak v bistvu ideja je v tem, da probaš ga seveda dovolj dobro spoznati, a ne, navezati stik, da veš res, kje so njegovi viri moči ali pa interesov, in potem pravzaprav počasi nekako nalepiti na to pač neke tekste, a ne. Saj to ni treba, da je 500-stranski roman, lahko so drobne stvari, a ne. Lahko začnemo z grafiti, skratka, če tako zdaj zelo na široko odprem, ampak tako se pač začne in v bistvu čim nekje je, gre lahko tudi dalje, a ne. Tako da jaz mislim, da je treba vso to literaturo, ki se jo pogosto tudi, ne vem, podcenjuje kot pogrešno, ceniti tudi stališča izkušnje, ki jo lahko pač da, in je lahko izhodišče za marsikaj, a ne. Hvala. Natalija, kako pa bi to branje lahko pripeljalo v izobraževanje odraslih? Ne, tam vemo, da so marsikdo je zelo šibek bralec, ne bralec, ne, da sam sebe tretira kot nebralec oziroma neljubitelj branja. Kako bi lahko več tega branja vpeljali pa v izobraževanje odraslih? Jaz mislim, da veliko je že Ana povedala. Druga stvar, ki je, se mi zdi, da pravzaprav tisto, kar je treba povedati, je to, da so ljudje, vsi ljudje smo zmožni misliti in razmišljati, a ne. Zdaj ta jezik ali pa tehnika, recimo, ki zahteva branje, eno je ta spretnost v ožjem smislu, eno je pa bralna pismenost, a ne. O bralni pismenosti se govori kot o kompleksnejšem branju, poglobljenem branju,
kritičnem branju, torej tudi bi rekla o stališčih do branja in tako naprej. Mislim, da je zlasti pri teh skupinah, ki mogoče same sebe presojajo kot nebralce, ali pa bodo rekli, meni pa branje ne sede, ne, ali pa ki mogoče ne znajo brati, dejansko, ki tudi še ne dekodirajo, je zelo pomembno, da se pogovarjamo, a ne. Profesor iz Barcelonske univerze, Fleča, Ramon Fleča, on je razvil tako imenovano dialoško branje, ki pomeni, da pravzaprav se pogovarjamo o stvareh, a ne, da ljudje pravzaprav razmišljajo o tem, kar je povedano. V tem smislu je zelo pomembno, da izberemo neka berila, recimo, s katerimi se ljudje lahko poistovetijo, a ne, da so jim blizu. Tudi ti socialno-čustveni vidiki so v tem oziru zelo, zelo pomembni, ker mislim, da pravzaprav, oziroma vem, a ne, to nevroznanost sodobno ugotavlja, nič, kar gre skozi naše možgane, ne gre preko mimo čustev. A ne, in tisto, kar se nam nekako čustveno ujame, tisto nas pritegne, tisto smo pripravljeni, bi rekla, posvetiti neko pozornost. Tako da tukaj se mi zdi, tudi ko se spominjam, ko sem sama raziskovala te bralne navade mladostnikov, teh, bi rekla, osipnikov predvsem, in ko sem spraševala, recimo, katero branje se vam zdi težko, se spomnim enega fanta, ki je rekel, meni je težko tisto, česar ne razumem. Po ne vem, takrat smo se, je glih ta računalništvo prihajalo bi rekla, v stanovanja, na domove, ne, PC in tako naprej. In je rekel, jaz si zelo težko predstavljam, kaj se tam v tej škatli dogaja, a ne. In to pomeni, pravzaprav se moramo mi o stvareh pogovarjati, da jih lahko potem beremo, a ne. Tako da pravzaprav vzgoja nekega kritičnega misleca je hkrati tudi vzgoja nekega kritičnega bralca, a ne. In tukaj se mi zdi, da pogovor največ naredi, in tako kot pravi ameriški psiholog Rogers, iz 70. let, a ne, pravzaprav on pravi celo vsaka stvar, mi rečemo, vsak človek ima potrebo po tem, da se realizira, a ne, in da pravzaprav razvije svoje potenciale. Zdaj, seveda je učitelj pol lahko tudi zgled, a ne, tudi če nekomu date knjigo, recimo o tem tudi pišemo, mu jo priporočite, tako kot je rekla Ana, a ne, ki je primerna pravzaprav, za katero menite, da bi ga zanimala in ste pri tem iskreni, a ne, zagotovo navdušite, a ne. Jaz se spomnim svoje izkušnje iz gimnazije, ko me je začelo slikarstvo zanimati, meni je pač profesor posodil svoje knjige, ne, in ker jih takrat v knjižnici nisi mogel dobiti, to so bile te Taschen in tako naprej, meni se je to strašno fajn zdelo, ne, in sem bila zelo ponosna in potem, ko sem jaz pisala, on je bil sicer slikar, a ne, ko sem pisala, pravilno zapisala, se spomnim, ko sem Džoto pravilno napisala in sem tako napisala z dvojnim T-jem, ne, torej strešca, in on je bil tako zadovoljen, ne. In to vse, bi rekla, na neki način spodbuja. Tukaj se mi zdi, da je odnos zelo pomemben, to, kar si Ana že začela, a ne, pravzaprav je to, zmeraj smo v nekem odnosu, ne, in tule, ko skušamo navdušiti, moramo biti iskreni, pa predvsem, bom rekla, spoštljivi. Včasih recimo spremljam učitelje ali pa učitelje odraslih, so zelo dobronamerni, ampak delujejo pokroviteljsko. A ne, ko si ti do ljudi pokroviteljski, tudi če si dobronamerno pokroviteljski, jih s tem na neki način ne spoštuješ, v bistvu jih lahko užališ, a ne. Tako da tukaj se mi zdi, da je neka samorefleksija potrebna tudi pri učiteljih. Se ti zdi pomembno, da bi v tem primeru mogli biti tudi učitelji oziroma vsi, ki delajo, oziroma vsaj ti, ki so v stiku z ljudmi, ki stopajo v izobraževanje odraslih, tudi sami navdušeni bralci? Skoraj,
Jaz mislim, da je. Težko se je delati nekaj, a ne? Če sam nisi ali pa te je sram, recimo, ne, da boš rekel, jaz pa berem, pa v resnici ne bereš, ne. Je pa mislim, da je to tudi vzajemno, a ne, da če rečeš, da bereš, potem imaš neko dolžnost, da res prebereš in pravzaprav tudi to, ta tvoja vloga na neki način verjetno deluje nate, a ne. Se mi pa zdi, da pravzaprav tudi to, ne, saj Alenka, ti si tudi mentorica branja, a ne, so tudi verjetno je potrebno neko znanje pa neke veščine, tudi, če tako rečem, tudi tehnike, s katerimi lahko to spodbudiš oziroma pa se prebudiš, recimo, če govorimo zdaj o učitelju ali pa izobraževalcih na splošno, da to na neki način postane pol manira, a ne, v bistvu. Tako. Ja, ker sploh recimo v osnovnih pa v srednjih šolah, dokler je recimo učitelj še nek mentor, ki ga otroci nekako, recimo temu, spoštujejo, se jim vse, kar, to se pravi, če je dober učitelj, ne, vse, kar predlaga, bojo otroci hitro zagrabili. In če bo, ne vem, učiteljica rekla, jaz sem pa prebrala to pa to knjigo, bila sem ful navdušena, bojo otroci hitro šli brskati, kaj pa učiteljica zdaj bere, ne. Če drugega ne, Ja. bojo vsaj pogledali naslov in če jih bo potem pritegnila, jih bojo tudi potem prebrali morda. Če je učiteljica prijazna, jaz se spomnim, moja učiteljica v osnovni šoli v 5. razredu z angleščino je bila Dušica Kunaver. Mislim, lanskoletna, letošnja, zdaj malo meni se ta čas malo je za najboljšo knjigo, ne. Ona je zmeraj začela svoje, že tako je bila taka mila, nežna, prijeten glas je imela in obnašala se je tako, da smo jo imeli radi. Ona je zmeraj začela, bi rekla, lekcijo z nami, mi smo se takrat v 5. razredu začeli angleščino učiti, z branjem. In je prebrala eno zgodbico v angleščini. Jaz se spomnim, da nič nisem razumela na začetku, ampak ona je malo s skretnjami, izgibi in tako naprej. Ampak tisto skupno branje, recimo, in to je recimo tudi pri ljudeh, ki ne znajo, ki so analfabeti, če bi tako rekli, ki ne znajo dekodirati, zelo pomembno, da skupaj bereš, ne, da je to glasno branje, ker te na neki način poveže in na eno skupno frekvenco da, no, tako. To se mi zdi, ni dovolj samo, da učiteljica reče, koliko je ta knjiga fajn, ampak mora biti učiteljica fajn. In tista knjiga, v kateri se predstavlja, je pravzaprav pol fajn, a ne. Za ljudi, ki ne berejo ali pa morda ne zmorejo prebrati nekega večjega, recimo obširnejšega romana, pa to je pa zelo priporočljivo tudi poslušanje. Klemen, ti si zaposlen na Radiu Slovenija kot režiser, zdaj ste ravno lansirali tudi eno serijo oddaj za priprave za maturo Tako. za srednješolce, in že tam ste zapisali, da sta si branje in poslušanje po izkušnji najbolj sorodna in da je poslušanje tisto, ki krepi abstraktno mišljenje, in da v tem izrazito konkretnem in vizualnem svetu, ki je pozornost usmerjena na vsebino, ne pa toliko na te občutke, je morda tem mladim težje brati, recimo, že tako je tudi branje napor, a ne. Ja. In morda lahko kaj več poveš o tem, zakaj poslušanje morda primerno tudi za ljudi, ki težje Težje berejo. berejo, ja. Ja, poslušanje je v bistvu pomembno tudi za ranljive skupine. Jaz moram reči, da so eni najbolj izobraženih bralcev, da tako rečem, slušnih bralcev, so prav gotovo slepi in slabovidni. To je ena zelo pomembna skupina, ki jo mi nagovarjamo, in moram reči, da sem včasih prav presenečen, kako tudi dobro poznajo arhiv Radia Slovenija, poznajo vsebine, ki jih hranimo, jih tudi kdaj, ko pripravljam mesečne programe radijskih iger, me prav preseneča, kako mi kdaj kakšen slepi poslušalec napiše kakšne naslove, ki jih v bistvu prvič pravzaprav sploh spoznam in jih grem potem poslušati iz arhiva. Drugače se mi pa zdi tako, ja, kot smo zapisali,
Jaz mislim, da je lahko poslušanje eno zelo dobro didaktično sredstvo, zlasti pri pripravi na maturo, sploh ko gre za tako zahtevna in kanonska besedila, kot so recimo letos, ne. Jaz si bi zelo želel, da bi mladi ljudje radi brali, da bi jih to ne zavrlo, da ta matura ali pa esej iz materinščine ne bi bil zgolj in samo pač neka nuja, ki jo pač morajo narediti na poti, k nadaljnjemu izobraževanju, ampak da bi v tem uživali. Morda je v tem lahko radio tudi dober sopotnik. Zdaj, vedno se malo zgledujemo po tujini, pa vedno mislim, tako se mi zdi zanimivo, da še vedno govorimo o tujini, pa pri nas, no, ampak pač tako. Očitno pač to še kar bo tako, ne, ampak ja. So pač seveda tudi slušne oziroma zvočne knjige, ne. Tako da jaz rad rečem, da je Radio Slovenija seveda tudi največja čitalnica v državi. Mi vendarle letno posnamemo več kot 500 literarnih oddaj, kar pomeni, da resnično in to je literatura široko dostopna. Se pravi tako na obeh nacionalnih programih, kar se mi zdi izjemno pomembno. Tako da ja. A mogoče lahko oceniš, koliko ljudi posluša knjige? Ja, zdaj, če gledamo zdaj novo oddajo, ki je na programu, mislim, da 1-2 leti, to je Odprta knjiga na Arsu, je med najbolje poslušanimi. Takoj zraven Odprte knjige je pa radijska igra, kar kaže na to, da se ljudje očitno res iz tega zelo konkretnega vizualnega sveta 21. stoletja vse bolj obračamo torej k poslušanju, da ljudje zelo radi poslušajo, da je tudi ta slušni ali pa slušni podlistek, ne, ljudem zelo blizu, zelo drag. Morda tudi zato, ker je razdeljen na krajše enote, se pravi, da ljudje si lahko v bistvu poslušajo, tako kot je Ana že rekla, takrat, ko se pač tako počutiš, ko si odbereš svoj čas, da potem ljudje pač poslušajo na zahtevo. In smo pač ugotovili, da te vsebine, ki so na zahtevo in so dostopne pač tudi za zamejen čas, da imajo zelo dobra poslušanja. Ljudje več ne poslušajo toliko linearnega programa, kot so ga včasih, ga pa poslušajo na zahtevo. In se mi zdi, da tudi te knjige, ki so torej zvočnice, jih pač ljudje poslušajo lahko v najrazličnejših okoljih. In mislim, da je to lahko ena od oblik perspektive branja danes in v prihodnje. Jaz v tem ne vidim pravzaprav nič narobe. Meni se zdi samo pomembno tako, da pač si ljudje odberejo tisto, kar jim pač ustreza, in da berejo na način, kot jim ustreza. Mislim pa, da je res to poslušanje, tako kot smo zapisali, si z branjem najbližje, predvsem zato, ker res spodbuja to abstraktno mišljenje in to, da smo mi v svojih notranjih svetovih. In tudi osredotočen način poslušanja je veščina, ki je v bistvu, ki jo moramo razvijati tako kot vse ostalo. Se pravi, da se moramo to, da jaz lahko poslušam 45 minut, recimo, kot je format radijske igre, recimo celovečerne, ali pa če poslušam eno zvočnico, ki je nekje do 20 minut, recimo, ne, tako da si boste znali malo predstavljati, ne. Se moram uriti v tem, da znam to poslušati, ne, tako da to je zanimivo, recimo lahko povem, pa jaz sem absolutno tudi poslušalec, ne, ampak to vidiš potem, kako zahtevno je pravzaprav osredotočeno poslušanje, recimo na festivalskih poslušanjih, ne, da si boste predstavljali, ker imaš ti poslušanja od 9 zjutraj do 6 zvečer. Poslušaš vsak dan igro za igro za igro za igro, ne, tako da potem vidiš, kako je to pravzaprav kar zahtevna naloga, no, tako da je pa dragocena, prav gotovo. Ena najstarejših vaših radijskih branj so tudi Pravljice za lahko noč. Ja, drži. Prosim? Drži. Ja, in Pravljice za lahko noč, recimo v današnjem času, ne, starši nekako beremo otrokom za lahko noč in nas to povezuje, ne, tako kot je tudi Ana že omenila, da je to neko prijetno branje, prijetno okolje, ki povezuje in konec koncev Rituale. staršem samo zase. Kako pa lahko Pravljice za lahko noč pripomore tudi k temu spodbujanju branja, da tako Ja. rečem?
Jaz moram reči, da sem imel neverjetno srečo, da sta meni starša ogromno brala, ker sem bil pač otrok, verjetno tudi po neki čist poklicni deformaciji. Ampak moram reči, da je to neka neverjetna dota, ki sem jo jaz dobil za odraslo dobo in ki sem se je jaz zares zavedal šele v odrasli dobi. Ne takrat, ko si otrok, ti to zelo, mislim, ti je to prijetno in je to ena taka lepa izkušnja, ampak kaj ti pa to branje zares da, torej starš otroku, pa potem res šele v odrasli dobi. V polni meri pravzaprav razumeš ali pa občutiš. Zato mi je tako hudo, ko kdaj kakšni otroci pridejo, pa se pogovarjamo, pa vsako leto je manj dvignjenih rok, ke jih jaz recimo vprašam, koliko vam še starši berejo, ne, mi je hudo. Hkrati sem pa jaz še vendarle generacija, ki je odraščala tudi z radijskimi igrami in jaz sem ogromno preposlušal kot otrok. In se mi zdi, da je zelo grda beseda nadomestek, ampak se mi pa zdi, da je ena od oblik, ker lahko razumemo tudi, da nekateri starši težje berejo ali pa težko berejo ali pa ne želijo brati, ker se jim zdi, da morajo ne vem kako dobro brati. Pomembno je pa tudi ta zvok starševskega glasu, ta vibracija tega glasu je pomembna, ampak to je zdaj drugo, ne. Ampak to je treba vzeti v zakup. Se mi zdi pa pomembno, da otroci lahko poslušajo in da lahko tudi v obliki tako, se pravi teh uspavank slušnih, ne, kot je recimo oddaja Lahko noč otroci ali pa radijska igra za otroke, da lahko tukaj spoznajo literaturo v eni in drugi obliki. Pri Lahko noč otroci v neki zelo rudimentarni obliki, ker gre res za uspavanko, se pravi, da imamo zgolj in samo pravljico, pa se ji doda samo glasba. Pri radijski igri za otroke to gre pa za enega najbolj kompleksnih zvočnih oblik, kjer pa dodajamo potem pač tudi druge elemente, kot so prostorske akustike, se pravi, ali pa dogajalni prostori, efekti, glasba in tako naprej. Tukaj pa že ugotavljamo, da tudi otroci zdaj od te generacije težje poslušajo zlasti daljše kose, zaradi tega se morajo otroci tudi uriti v tem, da bodo počasi lahko poslušali in se tudi zdi, da so te formati, ki jih mi zdaj ohranjamo do 45 minut, v bistvu postajajo, kar je zelo zanimivo, sploh v radijskem etru, postajajo transgeneracijski. Pomeni, da ta termin, ki je že leta in desetletja isti, se pravi ob 8:05 na prvem programu Radia Slovenija zjutraj radijske igre za otroke, je v bistvu transgeneracijski termin, kar je meni izjemno dragoceno. Ker to pomeni, da to poslušajo različne generacije in da je ta prenos tega občutka lahko med generacijami toliko večji, ne. Zato se mi zdi dragoceno, da to ohranimo, da pa otroci pa mladostniki poiščejo te vsebine na drugih, torej spletnih platformah. Vsekakor se mi pa zdi izjemno pomembno, da ima otrok v svojem najzgodnejšem obdobju to izkušnjo. To se mi zdi neprecenljivo in to bi morali kot družba res gojiti in spodbujati. Jaz tako vedno rečem, da nobeno otroštvo ne bi smelo miniti brez pripovedovanja pravljic. Hvala. Pa da se vrnemo k izhodiščni temi, k branju v javnem prostoru. Gašper Medvešek, vi ste v pripravi filma, ki smo ga posneli ob razstavi, kot vi kot vaša kolegica Mojca Gregorski, oba sta dejala, da v bistvu tudi, ko vstopimo v prostor, žberemo prostor. Lahko malo razložite, kako je zdaj s tem? Ja, lahko razložim. V bistvu to je po mojem mnenju do neke mere tako malo pretenciozna fraza nas arhitektov, ne, to je kar taka krilatica na fakulteti za arhitekturo, da v bistvu mi beremo prostor, ne, potem arhitekti razlagamo, da ga beremo skozi prizmo pogledov, svetlobe, občutij, senzorike, skratka, to je to, kar na fakulteti za arhitekturo govorijo, da to pomeni branje prostora, skratka, mi je udobno, mi ni udobno, mi je hladno, vidim daleč, se mi prostori povezujejo, ne. Mogoče je meni bolj zanimivo kot to, ker je v bistvu to neka izkušnja, ki jo vsak doživlja sam. To je v bistvu subjektivna izkušnja, ne rabiš neke posebne izobrazbe, da bi to na svoj način doživljal. Zato se mi zdi ta krilatica malo preveč pompozna. Se mi zdi pa ena druga stvar bolj zanimiva v korelaciji med branjem in prostorom je pa to, bom na primeru ene v bistvu dogodka oziroma zgodbe to poskušal povedati. Jaz sem bil lani oziroma predlani mogoče, ne vem, če je kdo od vas slišal, v komisiji za izbor najustreznejše rešitve za en hotel na Bledu. To je bil tak zelo polemičen natečaj,
podoben vsemu, kar se v bistvu danes dogaja, tako pač investitorji pretežno hočejo zidati prostor zaradi zaslužka ali pa tam zaradi turizma. Ne. In to je bil natečaj, običajno natečaj končamo žiriranje tako kratko, 2 tednih, 3 tednih, 3, 4 sejah. Ta natečaj je trajal celo leto. Zato, ker je v bistvu investitor zagovarjal pozicijo, da je treba pač, da je on lastnik parcele, da treba pač želi čim več pozidati. Občina pa tudi strokovna javnost, ne, pa je pač zagovarjala pač tezo ali pa tudi okoliški prebivalstvu, da da čim manj ali pa sploh nič in to je pač se lomilo in mi nismo bili sposobni končati. No, v nekem trenutku se je meni pojavila ena ideja, ne ideja, ampak pač, to gorečo debato sem poskušal v bistvu, na neki način prelomiti ali pa preusmeriti na način, da sem vprašal vse v komisiji, ne, če so sposobni isto stavbo gledati, skratka isto stavbo, kot jo ocenjujemo na način, ampak da od spodaj piše, da to ne piše, da je to hotel, ampak da je to v bistvu bolnica za otroke pljučnih bolezni. In tako pač vsi so bili ene 3 minute tiho, ne, ampak takoj prva reakcija, ne, na spremenjeno percepcijo, ki je povezana samo z besedo, ker prostor je lahko enak, je bila, saj mogoče v tem primeru imamo še kako etažo premalo, ne, bi lahko mogoče še 3 dozidali. In zdaj, jaz nisem hotel s tem doseči to, da bi v bistvu, se kaka etaža več dozidala ali pa manj, ne, ampak hotel sem v bistvu samo 2 stvari doseči oziroma povezati. Eno je to, da je v bistvu naša percepcija pogojena z branjem. Skratka, mi nismo sposobni bili te hiše gledati objektivno kot hiše, ampak smo jih gledali tudi preko branja oziroma preko besede, ne. In druga stvar je to, da v bistvu na primer arhitektura ali pa prostor ali pa karkoli, ne, ker ta natečaj je bil povezava med branjem pa prostorom, je nekaj, kar traja skozi daljše časovno obdobje, skratka skozi 100 let, 200 hiše, določene hiše, ki jih danes gradimo, bojo stale 400 let. In program, namen in besede se spreminjajo, ne. Na primer dvorec Selo v Mostah je bil v nekem trenutku konjušnica, pa so zdaj pisarne, pa bo postal nekaj, ne. In v bistvu mi ne moremo reči, da beremo prostor brez kognitivnih funkcij. In tudi pač dajemo, bolj ustrezen predznak, ne, in meni se zdi to bolj zanimiva stvar, ne, skratka, zavedanje direktnega branja, da to ni samo branje, kako se počutimo, ampak kaj jaz vem o tem prostoru, stopa v percepcijo, in potem v drugem koraku, da je ta percepcija vseeno časovno pogojena, ne, da čez 100 let bo branje tega istega prostora drugačno. Ta natečaj je pač bil tudi na temo, da ustvarjamo neka unikatna okolja znotraj obstoječih okolij, tak, ki smo ga mi izvajali, ne. In, kaj je bilo najbolj pomembno pri tem, da, oziroma kaj je najbolj pomembno, ko ustvarjamo, recimo, da bi želeli zdaj ustvariti neki prostor namenjen, javni prostor namenjen branju, kaj bi bilo pomembno pri tem upoštevati? Ja, meni osebno oziroma kar me je najbolj nagovorilo pri tem natečaju, je bilo to, so bili tudi naši študenti zaradi tega mogoče, ker večina so se študenti udeležili, Tako je. malo razočarani, ne, ker v bistvu jaz nisem favoriziral nekih arhitekturnih rešitev, ki bi umeščale v prostor neke hiše ali pa neke drage stojnice ali pa, neke paviljone, ki bi v bistvu že nagovarjali, bralce, ki so bralci, ali pa ljudi, ki se počutijo, da jim je to itak domače, ne. Mene osebno je najbolj nagovorila neka ideja, ki na prvi pogled pač se zdi mogoče banalna, ampak je umestila v javni prostor samo neke fotelje, skratka neki element domačnosti, ki ga prepoznaš v prostoru, je bil umeščen v javni prostor in v percepciji nagovarjanja oziroma želje po tem, da širimo bralno kulturo, se mi je zdelo to najbolj enostavno, atraktivno, poceni pa domiselno, ne. Kako pa lahko sam prostor vabi k branju? Jaz osebno si sicer mislim, da v bistvu, da branje sorazmerno enostavno spodbujamo na način, če branje uspemo povezati na osebni interes posameznika. To je moja pač temeljno prepričanje. In jaz mislim, da šola je v tem oziru slaba. To je, res je slaba. Zdaj,
prostor pa po mojem mnenju težje. Ne? Mhm. Zaradi tega, ker jaz mislim, da ljudje v osnovi, tudi to, kar je bilo v začetku rečeno, če se vozite, jaz se vozim z avtobusom, mi beremo skozi, ne? Mi smo postali odvisni od mobitela. Ne? To je neka oblika branja in noben tega ne dela zato, ker bi si hotel sebi škoditi. Načeloma ljudje vse dejavnosti, ki jih upravljamo zato, da bi si koristili. Zdaj si mi koristimo kratkoročno, pa dolgoročno škodimo, to je drugo vprašanje, ampak noben ni toliko neumen, da bi hotel samemu sebi, da ne bi bil hedonist do sebe, ne? Vsak si hoče koristiti. Ne? Tako da moje mnenje je osebni interes, kaj te zanima, povezava tega osebnega interesa s knjigo, ki ti lahko to razširi in potem, če te bo tebe to obogatilo, bo to šlo naprej. Jaz ne verjamem, da je možno na prisilo kogarkoli prepričati. Pa obstajajo recimo tukaj v Ljubljani kakšni taki prostori, Nina je omenila pač ta svoj priljubljen lokal v Kosezah, ampak obstajajo tako kakšni javni prostori, ki v Ljubljani morda, ki že so primerni recimo kot javni prostor za branje, ki bi vabili ljudje k branju. Mislim, to, kar ljudje običajno opazimo, je to, da ljudje še morda opaziš, če damo mobitele na stran, ne? Mogoče v parkih ali pa v rekah, ali pa na kakih klopci ljudje tako berejo knjigo. Meni osebno so mogoče bolj zanimivi direktni vnosi v neke prostore, ki ne delujejo prostori, naprej to, kar so začeli delati na avtobusih, so zdaj te neki zasloni, ne, in tam so v bistvu predvaja RTV novice. To se mi zdi sorazmerno, da so to v bistvu dobri portali, ki bi omogočali tako bolj množičen stik ali pa povezavo med bralci pa med nekimi vsebinami. Sprav, da bi jih pripeljali tja, kjer ljudje dejansko opravljajo svoje vsakdanje opravke, recimo tudi nakupovalna središča. Nekaj sreča ob poti, ne. Ker jaz mislim, da ljudje, ki radi berejo, sploh niso problem. Pa tudi tisti, ki ne radi berejo, niso problem, ne, ampak na primer, jaz prostovoljno se udeležujem, včasih grem malo učiti, ker me blazno zanima to ustvarjalno razmišljanje, pa grem na to društvo PUM, pa tam pač jih malo učim neke stvari, ki jih na fakulteti ne morem, ali pa se mi zdijo blazno pomembne, ne, pol jaz njim tam učim, pa govorim, ne, in pol me včasih pride vprašati, od kod jaz to vse vem, ne. In jaz jim odgovorim, jaz sem to vse ukradel, sem to vse v knjigah našel, pa vam samo pač povem to, nič od tega si nisem jaz zmislil, ne, oni so blazno navdušeni, ne. Sem še korak Jaz vidim rešitev samo v kako povezati osebni interes z informacijo, ki je nekje boljša, širša, pač nekoga, ki je ljubitelj. Da zanetiš iskro in potem seveda. Jaz sem tudi prepričana, da imamo mi včasih, sploh v tej javni razpravi, se strašno veliko govori o tem, da moramo ljudje brati. In vedno se namiguje na to, da moramo ljudje brati knjige. Jaz ničesar ne bi raje videla v življenju, kot to, da bi vsi ljudje radi brali knjige, ampak se mi zdi, da je to včasih samo sebi namen. Tako da hočemo, da pač bi vsi hodili po cesti s knjigami v roki, v resnici pa bi morali biti cilj to, da si širimo znanje. In povod za to, da si gre nekdo širiti znanje, je radovednost. Ne, zdaj moramo pa vsi brati. In se mi zdi, da je čist, jaz dobim vsak teden, jaz sem drugače tudi urednica ene revije, in dobim vsak teden neko novičko, da se je začel nek festival, ki spodbuja branje. Nikjer pa nimamo festivala, oziroma, zlagala sem se, imamo jih ene par teh znanstvenih, ki spodbujajo radovednost, ja. In to se mi zdi v bistvu veliko boljši pristop k temu, da bi ljudje začeli. Moja dva otroka nista do pred par meseci želela brati, in kljub temu, da sta obkrožena s knjigami, kljub temu, da jima jaz vsak večer berem, odkar obstajata, res veliko časa sem temu posvetila in oni dve sta nebralki. Jaz sem imela starše, ki zame niso imeli prav veliko časa in zato, da
ker mi je bilo dolg čas, ker sem bila edinka, so rekli, veš kaj, tlele ti bova kupila zbirko Zlata ptica, midva zdaj greva v službo. Ne? In ta naš, te neki ustaljeni vzorci, ki mi govorimo, da je treba z otroki brati, pa to, ja, seveda je treba, ampak ni pa nujno, da je rezultat tega bralec. To je res. In še enkrat bi rekla, da se mi zdi ta pristop, da mi se na vse kriplje trudimo ljudi prepričati, da je treba brati knjige, je napačen, da moramo spodbujati radovednost, ne, in iskanje informacij v knjigah kot enemu od virov. Super, hvala. A sam smem, Ja, ste lahko festival. To se meni zdi zanimivo, da radovednost, predvsem naravoslovci spodbujajo, ja, namesto za ja. humanisti. Ja, hotela sem omeniti znanstvenival od Hiše eksperimentov, Znanost na cesti. Ja, super stvari. Takoj sem se spomnila na njih. No, ravno zaradi pač vse te razprave in kako približati tudi znanje, ne samo knjigo, ljudem, smo tudi letošnji nacionalni mesec skupnega branja nekako posvetili, oziroma osrednjo tema bo branje v javnem prostoru. In tudi nekako spodbujamo, da se premaknemo z različnimi dejavnostmi izven šol, vrtcev, ker šole, vrtci največ sodelujejo pri tem projektu, v vsakršna okolja, ki pač niso nekako tradicionalno vezana na branje. In zato smo pač danes povabili tudi rečemo pobudnika dveh takih projektov, Nino kot pobudnico gibanja Knjigobežnice in pa gospoda Praha, ki nam bo predstavil projekt, namreč letošnji svetovni dan turizma, ki je 27. septembra, kot sem že uvodoma rekla, bomo brali v gozdnih knjižnicah oziroma bo posvečen tudi temu, da se postavljajo gozdne knjižnice. Nina, pa bom najprej tebe pobarala, ker malo dlje že traja ta projekt. Kako je sploh do njega prišlo? Kako si prišla sploh na idejo? Ukradla sem jo. Ukradla sem jo v časopisu Guardian, je bilo eno poletje davnega leta 2012. So imeli eno tako akcijo, ki je bil pač čas kislih kumaric, pa so rekli, no, pa se pojmo eno igrico, pustite knjigo nekje v nekem javnem prostoru, jo fotografirajte in jo dajte na en zemljevid, mi bomo pa to delili, ne. In pa si videl tam, ljudje so se super odzvali, polno je bilo fotografij, knjig na metroju, na tržnicah, povsod na obali in tako naprej. In se meni to zdelo krasno in super, ampak je bilo pa strašno komplicirano, pa tudi za naš prostor je bilo to praktično neinteresantno, ker je bilo v angleščini, vse knjige so se delile v Veliki Britaniji. Pa sem rekla, mogoče bi pa kaj takega probali tudi pri nas, pa so mi povedali, da obstaja Book Crossing, ne. In sem rekla, krasno, bom probala Book Crossing, ampak tam je bilo vse tako, in mogel si se prijaviti, mogel si neke vrečke imeti, na nekih določenih krajih to puščati in tako naprej. In to je zame čisto preveč komplicirano in sem rekla, če bom jaz na Facebooku naredila skupino, vsi smo bili tam, takrat je bil se tako še nekako porajal. In smo nekako, sem rekla, mogoče bo pa par mojih prijateljev, bi se šlo tudi to igrico, pa si puščamo knjige. In sem prvo knjigo sem odnesla ko sem šla glih na dopust, sem jo pustila na koprski tržnici in sem jo fotografirala, delila to v skupini in pač tako se je začelo, ne. Pa se je nekdo javil, da jo je našel in pa so ljudje videli, da je to super igrica in so začeli, se je pač plaz sprožil in pol se je pa stvar razvijala, ne. Ena je rekla, veš kaj, jaz sem pa našla tele hiške, kaj če bi imeli mi tudi hiške, pa so ljudje začeli to delati. Pa ko sem videla, da je s temi hiškami, da je neka resna stvar, sta se javila dva mlada študenta arhitekture, ki sta naredila nekako z mano v sodelovanju ta načrt za res preprosto hiško. Nekako smo si zadali cilj, da bi morala stati tam nekje do okrog 30 evrov, če greš v
Obi ali pa Bauhaus s tem načrtom. In pač tako se je pol začeli. In zdaj imamo, mislim, zdaj po moji oceni približno je nekje 200 hišic v Sloveniji. Ljudje pravijo, da jih je več. Pred parimi dnevi se mi je zgodila ena taka zelo hecna stvar. Sem šla v Novo mesto na en koncert, pa sem se izgubila, ker je bil koncert nekje na obrobju Novega mesta in sem sredi noči, ke mi je šlo že malo na jok, ker nisem vedela, kje sem, sem zagledala za ovinkom hiško pa klopco. In ko rečeš, ne, popolnoma neznanem okolju je nekaj domačega. Tako da, Kaj že? tako je. Tako da to je nekako zgodba. V bistvu so pol prerasle, ta Facebook skupina je prerasla iz tega enostavnega daj dam v tudi kakšne zapise v knjigah, da se tudi malo pogovarjamo o njih. Tako da, ja, taka luštna skupnost, no. Jaz jo sicer sem pobudnica in mogoče tudi, kadar opazim, da se malo ustavi, jaz sprožim debato, ampak pravzaprav jaz razen ideje, jaz nobene jaz lastne hišice nimam. Poleti postavim gajbo na naše dvorišče. Večinoma otroške knjige noter dam, da si otroci izmenjujejo in to je to. Ja. Kako pa se, mi smo dobili že tudi na Andragoškem centru večkrat pobudo oziroma vprašanje s kakšne tudi občine, recimo, kako bi oni lahko to postavili to knjigobežnico v svojem okolju? Jaz vsem posredujem, še vedno imamo ta načrt zelo enostaven. Vsem rečem, evo, tukaj imate načrt. Če me vpraša kakšna občina, rečem, vi sam naredite, sporočite mi. Jaz v bistvu urejam zemljevid. To je vse, kar delam, ljudje jih postavljajo sami. Knjige prinašajo sami. Meni se zdi, da če bi jaz prišla v en kraj, pa bi rekla, zdaj boste imeli pa tukaj knjigobežnico in boste vsi si izmenjevali knjige, bi me verjetno malo čudno gledali in bi sicer to postavila, ampak bi bilo prazno. Veliko boljše, če ljudje nekako sami pokažejo interes, če se sami zorganizirajo in je pol tudi to veliko bolj živeča stvar, ne. Včasih se zgodi, da kakšna krajevna skupnost tik pred volitvami ali pa kakšna občina reče, zdaj bomo pa postavili teh 5 hišic in so pol res prazne. Tam, kjer pa recimo v Dravljah, mislim, da je Konavarjeva ulica, so stanovalci enega bloka postavili hišico, okrog postavili klopce in ne samo, da si izmenjujejo tam knjige, ampak se na klopcah tudi o njih pogovarjajo. In to je čisto njihova pobuda bila, tako da to res živi, no. Se mi zdi, ja, da taka okolja potem postanejo nekako tudi bolj varna, ker nekako bolj čuvajo drug na drugega in okolje, ki so ga sami ustvarjali. Zelo malo je bilo vandalizma. Tako, ja. Kaj ste še hotela vprašati? So pa knjigobežnice eno tako hecno križišče, ne, ljudi, ki knjig ne rabijo, ki mogoče so nebralci, pa ljudi, ki knjige iščejo in so verjetno bralci. Pač seveda to ni čisto nujno, tudi jaz recimo veliko knjig oddam, pa sem bralec, ampak ena taka hecna mogoče izmenjava, ne, tega, da knjige pa vseeno so neko lepilo skupnosti, ne. Ja, pa tudi morda, če se srečaš, ne, s Ja. kakšnim bralcem, lahko že izmenjaš mnenja in te nekako te to mogoče obogati. Ni pa nujno, ne, da lahko hiško naredijo, lahko izberejo karkoli drugega, ne. Jaz jih še vedno pustim vsake toliko časa kar tako kje. Ne, tudi tako, mislim, po različnih krajih imaš tudi različne oblike, recimo enih postavijo v stare telefonske govorilnice, pa avtobusne postaje, pa tako skratka se. Ja, to sploh ni treba, da je uniformirano. Tako, Bog ne daj, ne. Včasih me ljudje vprašajo, a pa so kakšna pravila v tej vaši skupini, ne, in pol jaz vedno rečem, ne, če bom napisala eno pravilo, pol moram napisati še drugo pravilo in pol imaš kar naenkrat en cel seznam enih pravil in jaz nekako zaupam temu, da je ta skupnost, sploh
ker govorimo o bralcih, ne, da so ljudje tako pametni, da sami verjetno dobro vejo, kaj je prav in kaj ne, in to se je super obneslo, no, res. Sem tudi članica kakšnih skupin, recimo te vrtičkarske skupine so zelo bojevite, tam imajo polno pravil, pa ne, kaj se sme, pa kaj se ne sme, jaz jih nimam. Super, hvala. Gospod Prah, vi ste pa nekako prišli kako ste sploh prišli na idejo postaviti gozdno knjižnico v gozd? Ja, mogoče, če tako začnem, jutri je Mednarodni dan gozdov, ki v letošnjem letu nosi zanimivo moto, in sicer gozdovi in inovacije. In gozdovi v današnjem času pridobivajo mnogo drugačno vlogo, ki so imeli še pred časom, se pravi, ni več glavna vloga gozdnega prostora, gozda kot takšnega v lesu, pridobitništva ali kaj podobnega, temveč v vlogah turizma, v vlogah, da v gozd gremo, se pravi, da ga občutimo, zdravljenje z gozdom, estetska vloga, sprostitvena vloga in tako naprej. In nedvomno v tej novi vlogi gozda smo skupaj z lastniki gozdov, prepoznali, da je morda tudi velika vloga v tem, da lahko gozd poslušamo, da lahko gozd beremo, da ga lahko občutimo, spoznavamo, da nas on uči ali kaj podobnega. No, in v okviru te ideje, tega razmišljanja smo skupaj z študijskim krožkom Od znika do evra, sami lastniki gozdov, postavili eno takšno pred letom dni, manjši objekt iz lesa, ki je tam bil, v občini Škocjan. Moram reči, da se je zadeva izjemno dobro prijela, tudi recimo, kako smo naredili to otvoritev, ki je kar, ta knjižnica, tako rečemo, je kar malo večja, par metrov meri in tako, seveda stalno odprta. In otvoritev je izgledala tako, da vsak, kdor je prišel, je prinesel knjigo in iz te knjige je mogel vsak nekaj prebrati, in potem se podpisati. In zadeva je postala naenkrat zelo poznana, prihajali so večje skupine in smo rekli, ja, zakaj pa ne? Dajmo tem še večjo vrednost, dajmo v gozd tisto vrednost, ki jo ima, in potem seveda ob svetovnem dnevu turizma, kot prepoznamo to vlogo gozda v turistične namene, se pravi sprostitvene, izobraževalne, pa smo rekli, naj bo ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra ena takšna večja evropska, predvsem pa slovenska akcija, da beremo v gozdni knjižnici, kjer ni potrebno, da je fizično knjižnica, lahko tudi ni samo potrebno, da imamo knjigo v rokah, temveč da prepoznamo to vrednost, čutnost samega gozda, to vrednost drevesa, da tako rečem, kajti da se tudi brati drevo brez knjige v zaprtih očeh. In na ta način nekako, jaz verjamem, danes prvič objavljamo ta razpis, tukaj. Tudi izdali smo en tak luškan letak pod tem motom, ki ga je narisal Prešernov nagrajenec v letošnjem letu, Ciril Horjak. Bomo pač nagovarjali društva, nagovarjali ostale, da bodo na spletni strani Turistične zveze objavljali, kje bodo 27. septembra ob istem času, vsi družno, ob 17. uri nekako se zbirali in pa brali tako ali drugače, povabili kakšnega gosta in da bomo skupaj zares začutili tisto vrednost, ki ima danes gozd. Kajti gozd v slovenskem prostoru, ki ga je 60%, nedvomno ima v vsakem obdobju kakšno drugačno vlogo. Mislim, da danes dobiva zopet tisto vlogo, ne samo v lesu, kot smo rekli, in zato je prav, da ga tudi na ta način mu damo neko vrednost. Tudi lastniki gozdov mu dajejo na ta način vrednost. Mi smo edina država v Evropi, ki ima samo 20% javnih gozdov, in me zato še toliko bolj veseli, ko imamo, kot rečeno, 413.000 lastnikov gozdov, da so prepoznali tudi to drugo vrednost, ne samo tisto kapitalsko v denarju v lesu. In sploh, če še omenimo tukaj to veliko vrednost, ki ima naša država v evropskem prostoru, samo 8 držav je še takšnih, ki imamo prost vstop v naravo. In
to ni kar od Boga dano, a ne, in zato je prav, da bomo tudi na ta način opozorili, a ne, da je to zares neka velika civilizacijska dobrobit v naši državi. Vsem ljudem na nek način povedali, da ko gremo v gozd, smo od nekoga gostje. In to naj bo tudi moto tega srečanja, kot rečeno, 27. septembra, ko je tudi en tak velik moto, a ne, gozd oziroma turizem in mir. A ne. In jaz verjamem, da se nas bo zbralo veliko. No, potem pa seveda ne bomo ostali samo pred tem, a ne. Imamo pa namen potem v naslednjem letu, da bodo se ta mesta, ki se bodo ob 17. uri takrat zbrala, nekako se zberemo na sejmu Alpe Adria ali pa morda ob kakšni drugi priložnosti, vsi naenkrat, a ne, in da skupaj znamo tudi kaj prebrati. Ta akcija pa ne bo sam pri nas, ne, s to idejo širite zdaj tudi Ja, širše. nedvomno, Svetovni dan turizma je tisti, ki zajema vse države na našem planetu. In moram reči, da s kolegico sva že predstavljala zadevo na Poljskem, v tem tednu v Nemčiji. In nekako moram reči, da je odlično sprejeta, tako da jaz verjamem, da bo to branje v gozdu nas povezalo ne samo v Sloveniji, temveč tudi širše. Hvala. Jaz se mojim sogovornikom zahvaljujem. Zdaj pa predajam besedo vam, tako da če imate kakšno vprašanje, komentar, če bi radi kaj dodali še k tej razpravi, kar z besedo na dan. Tamle zadaj je mikrofon, tako da če bi kdo kaj vprašal. En prijazen pozdrav vsem skupaj. Nimamo vprašanja, zelo rada sem poslušala vse, kar ste danes povedali o branju, z vsem se zelo globoko strinjam, tudi sama rada berem. Se mi pa zdi, da je prav, da se na tem mestu omeni še ena zadeva. Ta čudovita vloga, ki jo Andragoški center igra skozi vlogo bralnih študijskih krožkov. Za mene je to ena zgodba, ki zasluži vso pozornost, vso pohvalo in visoko spoštovanje. Seveda se v bralnih študijskih krožkih bere. Ampak, poleg tega, da se bere to tam, ali se bere skupnostno, ali se bere na glas, ali se bere potiho, ali se bere doma, pa je to še ena posebna priložnost za razmišljanje o prebranem, za dialogu med udeleženci, za iskrenje mnenj in vtisov, ki jih taka vsaka prebrana vsebina nosi s seboj. In to je tisto, se mi zdi, potem ena taka knjiga, ki jo prebereš, ponavadi so to skrbno izbrane knjige, o katerih se potem pogovarja, ti dajo še tisto nekaj več. Vsako prebere knjigo, jo doživi na sebi lasten način. Ko pa sliši občutja in čustva, ki se v prebiranju knjige vzbudijo še v ostalih, pa je to še ena priložnost več, da tudi morda svoje doživetje tega prebranega teksta še malo dopolniš, še malo obogatiš. In zato se mi zdi, da je prav, da tukaj povemo, da so bralni krožki ena odlična izkušnja in z veseljem opazujem v svojem okolju, da radi berejo mlajši, starejši, moški, ženske, da je branje tudi ena priložnost za druženje in kvalitetno preživljanje svojega prostega časa. Tako da ja, bralni študijski krožki, yes. Morda še kdo? Hvala. Prihajam iz Celja, kjer imamo kar nekaj pravzaprav bistrojev, kjer imajo ogromno knjig. Tako da ti, ko priješ tudi samo na čaj, če si sam, ko imaš 5-10 minut časa, si lahko knjigo s police vzameš in bereš, kar je zelo fino. Fino je, da imamo tudi pred šolami te mimobežnice, ptičje hišice, jaz rečem, s knjigami, a ne. Pri nam je to pravzaprav že kar utečeno. Imamo pa nekaj na šoli. Jaz sem namreč učiteljica v 1. razredu, ampak smo se odločili, da bomo najprej naredili knjižni klub učitelji. Da bomo njegov zgled otrokom in smo se odločili na ta način, da se pač tisti, ki želi, priključi, naredi en svoj seznam
knjig, ki jih je že prebral, si bil navdušen nad njimi in jih predstaviš in tisto knjigo preberemo v enem mesecu, recimo vsi sodelujoči profesorji, se dobimo v eni izmed teh gostilnic na čaju in si takrat povemo odkrito mnenje o tej knjigi. Enemu je bila ful všeč, mu je pustila nek pečat, drug je pa ni mogel prebrati, pa je povedal, zakaj on recimo do konca prebral. In dejansko res razglabljamo v tisti knjigi, kaj je nekomu pustila, kakšen pečat. Ali bo šla ta knjiga z njim in jo bo potem predajal nekomu drugemu, ali jo bo pa pustil, pa bo recimo predstavil neko svojo. In ta način je prišel tudi med učence predmetne stopnje in se dobivajo na enak način, s tem, da oni v šoli, zvečer ob čaju, piškotih, dopade se jim že to, da lahko pridejo ob 8-9, pa so potem do 10-11 tudi, ne, zvečer in razglabljajo o teh knjigah. In se mi zdi, da to je en res pravzaprav nek drugačen način kot te bralne značke, ker jaz osebno vem, da sem bila vedno prav utrujena, ker sem vedela, da bom mogla eno knjigo prebrati, ki jo najprej nisem v knjižnici dobila, ko je bilo premalo izvodov, vsi smo mogli na določen datum to narediti, oddati, a ne. Zdaj v mladosti nisem bila glih neka navdušena bralka, jaz sem to potem dobila šele kasneje, a ne. In vedno me je spravljala ta bralna značka v obup. Tako da mi je zdaj recimo pri nam, ko sem v prvem razredu, mi je blazno všeč, ker imajo otroci na razpolago preberi tisto, kar ti je všeč, kar so ti starši prebrali, ker prvošolci še ne znajo vsi, a ne? In potem predstavi svojimi besedami, povej nekaj o tem, kaj si o tej knjigici pač začutil, kaj ti je pustila, nekaj, da pove, a ne. Čisto drugačen, kot pa tisto, zdaj pa moraš. Če pa že imamo tisto knjigo, ki jo pa moramo, jo pa skupno pridelamo in jo potem skupno ali narišejo na odgovarjajo na vprašanja z risanjem, tako da se mi zdi, da je zdaj pristop že tudi postal drugačen. Da ni več ista neka nuja, zdaj pa moraš, ne. Tako kot naprimer potem za maturo, ko so pa določene težke, še pretežke in nerazumljive včasih otrokom, ne. Mi je pa všeč, ker sem bila jaz velikokrat tudi, ker pač imam družino v tujini, a ne, sama Španija, Madrid, podzemna železnica, nihče ne sedi brez knjige, ampak knjige, ne telefon, ne Kindle, prav knjige imajo, ne. To mi je bilo blazno všeč in tudi recimo v sami Ameriki, tam že pred 10 leti v San Franciscu imajo te knjigobežnice, ne. No in moja hči je tja not nastavila tudi slovensko knjigo, pustila pismo, ne, in jo je čakalo potem naslednjič zahvala in trud, da so en odstavek prevedli, pa so potem pač spoznali tudi slovenski jezik, ne. Tako da te stvari spodbujajo recimo tudi spoznavanje potem tujih jezikov, ne. Hvala. Meni je super, da se pogovarjate, da ste rekli, da se pogovarjate o knjigah tudi na način, da ne, meni pa ni bila všeč. Meni se zdi, da mi smo bili, sploh moja generacija bila v šoli naučena, bog ne daj, da bi ti za bralno značkami od Cankarja, pa bi na obnovi napisal, to bilo pa meni brez veze, ne. In se mi zdi, da je še zdaj nek tak tabu, malo počasih pobrskam po kakšnih teh bralskih skupinah na Facebooku, pa nekdo reče, ta knjiga mi je bila všeč, pa vsi dajo like, pa malo zaploskajo, ne. In jaz pa včasih, ko kdo knjigobežnice napiše, joj, ta knjiga je bila res krasna, pa napišem, res, ne, meni pa to res ni, meni pa ta, ne vem, meni je bila pa dolgočasna ali pa ne vem, nič me ni ganila. In pa so ljudje kar malo tako zaprepadeni, se mi zdi, ne, kaj zdaj knjige kritiziramo. Velikrat pol tudi jih ene 10 pobegne iz skupine, ker vidijo, da ne, nesramnica, kaj je napisala. In se mi zdi, da je pomembno reči tudi kdaj, ne, to je pa res za nič. Hvala Bogu. Ja. To je super izhodišče za debato, Ja. kritika, tako da Ja, pa še zraven. mogoče smo včasih do knjig preveč vljudni, no. Ljudje se tudi velikokrat bojijo knjigo stran vršiti v kontejner, ne. Mi imamo v knjigobežnicah, v bistvu je največji problem knjigobežnic to, da ljudje praznijo stanovanja in prinesajo recimo najrajši vidim priročnike za Excel 95, ne. Ker se jim zdi grozen, ker smo navajeni, da knjige se pa ne smejo v smeti vreči. To je vendar svetinja, ne.
Tako da ja, kritika in tudi kdaj, da česa pa res ne rabimo več. Včasih je prav dobrodošla kak napisek zraven, ne? Ja. Sploh iz knjižnice, kot Ja. se mogoče v to vključim, pa kako Ja. napisal. Opala, ne, kaj pa razmišljal, kako pa tako. Jaz tudi, meni se tudi zdijo zanimive podčrtane stvari, ki pol začneš razmišljati, zakaj se je pa Ja. temu človeku to zdelo zanimivo, ne. Enkrat sem si v knjižnici sposodila knjigo Spomini kurtizane in je bil noter posvetilo je bilo dragi Silviji za lepe noči v Štokholmu, podpisan je bil neka Aleš iz leta 76, ne, in pol smo mi brskali, kdo je sploh leta 76 lahko šel v Štokholm, kaj To je smo ta ona- Aleš, ne? kaj sta ona tam počela. To so take zgodbe, ne, ki jih pol srečaš. Ja, tako je. Super. Res je, super. Morda še kdo se opogumil pa povedal kakšno svojo izkušnjo? Ja. Tlele imamo še. To samo, ne vem, hvalila oziroma mi je super, to ta ideja vaše knjigobežnice. Pa gozdna knjižnica, to meni super. Ja, Res. morate pogledati, ta knjižnica v gozdu je res, Ja. to je nekaj tako pravličnega. Pa če se ne motim, je tudi v Izoli, tam pri svetilniku, tudi nekaj takega. Ja. Je, ne? To je v okviru gozdna knjižnica. Ne, Ne. tista je pa. Ali je to nekaj drugega? Aha. Poleti vse tri piranska, koprska, izolska knjižnica v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, fakulteto za humanistične študije. Julij, avgust prinesejo knjige, si jih lahko kdorkoli sposodi, vrne kjerkoli v teh knjižnic. In je seveda kombiniramo potem tudi s prireditvami, literarnimi večerami, lutkovnimi predstavicami študentov. Tako da je tista 2 meseca je pestro. Seveda so pa knjigobežnice tudi po vaseh že, Ja. in so zelo dobro obiskane. Se pa recimo, ko prihajam iz Kopra, recimo v Svetem Antonu so odprli hišo kulture in so si zaželeli en oddelek knjižnice, kaj se je zgodilo, to, kar pravite, ne? Ljudje Ja. praznijo stanovanja in Ja. vse te leksikonov iz leta 60. Se nabere dosti. Ja. Ja. Je treba potem morda zagotoviti nekoga, ki malo kurira. Pa Ja. Ja, se, Ja. Super. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost, mojim gostom za iskrene odgovore. In vas vabim, da še eno nadstropje nižje, da si pogledate še razstavo podobe branja. Tam lahko tudi dodate kakšen svoje razmišljanje o tem, zakaj radi berete, kje radi berete. Spodaj imate pa, jaz nimam tukaj nobenega letakca, skratka so na voljo tudi letakci in gor imate tudi QR kodo, s katero pa dostopite do kviza, kjer preverite, kateri tip bralca ste. Tako da vabljeni. Jaz mogoče sem še to dodajam, samo lepilnih lističev ni, ker so jih vzeli. Tako da smo pa dali druge lističe, pa dajte potem kar v tisti košek za svinčnike. No? Tako da bomo pa zelo veseli, ker bomo en pregled naredili, a ne? Tako. Kako berete radi. Mogoče samo to pa je kakšen. Mikrofon, prosim, mikrofon, da ne bomo slišali na prav nič. Strogo. Mogoče samo to, ali je bil kateri izmed teh idejnih rešitev že umeščen v prostor ali je bila samo to na idejni osnutek ostal? Zaenkrat je še v fazi ideje samo. Ni pa, bi si pa mi seveda želeli, da bi te projekte prepoznale recimo kakšne občine oziroma tudi kakšne javne ustanove, da bi jih umestile v svoje prostore in da bi zaživeli tudi v realnosti. Hvala. Prosim. Hvala.